Ob prihodu v romsko naselje je 6-članska družina čakala na dostavo kontejnerja. Odzun spimo, stiskamo se v barakci, se stiskamo pri enih, ki tudi ni elektrike, vode, tudi pri njih ne, notri ne. Tako da je žalostno, otroci za šolo obvezni, ni vode, nimajo se kje tušira zdaj. Najprej jim je pomagala šola z zagotovitvijo toplih obrokov. Veselimo se začasnega doma, je poudarila. Vsaj, da je neki, bom rekla, streha nad glavo, vsaj začasno, da nekje je, da imamo kam iti, da je neko zavetje predvsem. Včeraj smo zagotovili humanitarno pomoč v obliki materialne obliki, torej, in sicer smo zagotovili tako oblačila, hrano in pa odeje. Priskrbeli so tudi bivalni kontejner Republiške civilne zaščite, a ko je ta vendarle prispel, se je zapletlo, saj ga niso mogli dostaviti do pogorele hiše. Naša civilna zaščita se je vključila, mi pa želimo na naše zemljišče, ki je v romskem naselju pripravljeno za ta namen, tudi lahko postaviti začasno kontejner. Pobudi za postavitev na bližnjo parcelo pa so ostro nasprotovali sosedje. Zemlja je vaša, plata je moja, jasno. Pa tudi sama družina ni bila naklonjena zamisli. Oni so navajeni na svojo, bili so večinoma doma. Zlatko tudi trdi, da tudi če se bo postavil kontejner tukaj, da ne bo prišel bivati. Zato je bilo logično vprašanje: a ste vi svojim rojakom Romom pripravljeni svojo ploščo, ki stoji na naši zemlji, za mesec ali dva neodplačno posoditi za reševanje bivanjskega problema? Občinski poveljnik civilne zaščite je zaman pojasnjeval, da kontejnerja zaradi preozkega dostopa ob pogoreli hiši ne morejo postaviti, in čakal na odločitev. Tako kot včeraj smo danes naredili ogled lokacije na pogorišču. Lokacija ne dopušča postavitve z vozilom, kakršnega imamo danes na voljo. Kontejner je na tem vozilu. Druge možnosti zdaj nimamo. Ob 3 mora biti kamion, oziroma ob 3 bi mogel biti kamion nazaj v Ljubljani. Ura bo 2. In kaj kmalu je utovorjeni tovornjak odpeljal nazaj proti Ljubljani. Sicer so se z občino tako Miklič tudi dogovorili, da v prihodnjih dneh dostavi komunalni kontejner, saj naj bi družina očistila pogorišče. Kako se bo zgodba zdaj odvila naprej, pa je vprašanje.